Lep pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, vsi ljubitelji slovenskega prvoligaškega nogometa. Tukaj v Kidričevem čakamo drugo tekmo drugega kola slovenske nogometne lige med domačim Aluminijem in gosti iz Celja. Lotrič je čakal na robu kanskega prostora, zdaj le pritisk Celjanov, priložnost za Vrbanca oddaleč, tale strel je zletel mimo vrat. Igralci so bili kar precej osami, tole je bila zdaj le najlepša priložnost, Flakus Bosil, prečka, dotaknil. Šesti kot Celjanov, Aluminij recimo te priložnosti podati žogo iz kota še ni imel in tale žoga je zletela mimo vrat. Uspejo ti nogometaši s svojo hitrostjo takoj ustvarjati paniko na drugi strani. Pobudo pa prepuščajo Celjanom, ki imajo zdaj le vendarle priložnost. Je tole še ena od priložnosti, žoga pa Pungaršek mimo vrat. Znova ni prišel do te žoge. Čalušić, igra se nadaljuje, brez prekrška. Sam je zdaj v kanskem prostoru. Pečnik se je zapletel zdaj le. Pečnik se je zapletel pred vrati. Štraus, takole po sredini, hitro prestrežna žoga, Flakus Bosil pa hitro, sam pred vrati Rozmana, ki je tole žogo mojstrsko pobral. Gršak, netočna podaja proti Lotriču, tudi kar dobro se je razpletlo. Lotrič ima priložnost, nevaren strel Lotriča zdaj le, tudi on pa prek vrat. Lepo zdaj le videl, kako teče Kukuličić, priložnost za Aluminij, Kukuličić se malce zapletel, pa znova Rozman z izjemno obrambo. Sodnik Andrej Šnidaršič odpiskal konec tekme, v to sem prepričan. Lotrič podajalec, torej zadnja priložnost, zavita žoga v kanski prostor, ki je na koncu, ja, morda zadela celo okvir vrat. Dangubić je bil tam. Da, ja ih nisam stigao danas pobrojiti sve koliko smo ih imali. Mogu biti vrlo zadovoljan sa momcima danas što su pokazali na terenu svih 90 minuta. Nisam očekivao ovako visok nivo. Utakmica je bila vrlo dobra i sa jedne i sa druge strane i sigurno ja mislim da svi oni koji su pratili utakmicu i putem TV ekrana da su mogli danas uživati na terenu. Ne, zadovoljen sam s točko. Pokazalo se je da smo prazni, da nismo nobene svežine, nič. Ideje na igrišču so bile take zmatrane, bi rekel, in sigurno ni to podoba, ki si jo želimo, ampak glede na to, kako je tekma potekala, smo lahko s to točko zadovoljni in gremo dalje. Reprezentančna pauza je, moramo se malo prešteti, pogledati kako naprej, ker sigurno ni to podoba, ki smo jo sposobni.